In pa seveda tudi, da smo zakrožili en dober projekt, ki je trajal dobro leto. Smo seveda posneli eno čudovito skladbico. Pišečan po Vincu znan. Zato bomo zdaj seveda eno tako tudi zapeli in zaigrali. Seveda pa še Kristjan doda svojo besedo. Ja, hvala Mirko. Sve je kar fajn, ne? Bi se kar znajdo. Če boš mu že nekaj govor napisala, bi bilo še poboljše, ne? Zdaj še naprej za Mirka, glasno govorce slovenskih zvodov drugače. Že zdaj mu je vroče, zato smo dali stol, da so sede pa malce uživa danes, ne? Ko ni treba razmišljati, kaj vse je treba povedati veliko besed. Kot je že sam povedal Mirko, ja, je lepo, če se kakšna zgodba zaključi tudi s kakšnim lepim glasbenim projektom in tako boste v naslednji pesmi premierno slišali slovenske zvoke v tercetu. Tadeja, Lidija in Bojan. In ker je december mesec obdarovan, so zvoki tudi pripravili darilo za vse vas, dragi Pišečani, skupaj z besedilopisem, gospodom Francijem Smrekarjem, so ustvarili torej to prelepo pesem, ki jo boste prvi slišali tako v živo premierno. Je Pišečan po Vincu znan. Je Pišečan po dobrem Vincu znan, sam tam videl konco, ko sonce ga zbudi, zajte, da si zočijo in krone presmeni, zajte, da si lopoje, se nas najem drži, pogled na Vinče znane, poraz razpeti, se leto trdo delal današnji Pišečan, škropil je komorista, a zdaj bo drug plačan. Tega, da se oblika, že šliče se glasi in Vinca polne vodo, pišič ne spinjati. Zazvonila tale skladbica, katere avtorje so torej Bojan Lugarič in pa gospod Franci Smrekar, ki je tudi v občinstvu v prvi vrsti, tako da ga bomo seveda tudi povabili na oder. Gospod Franci Smrekar, kar pridite malce bliže, da vas... Lepo pozdravljeni, hvala gospodu voditelju za predstavitev. Upam si trditi, se nisem noben ne radijski, ne televizijski voditelj, da tako lepo kot on ne znam govoriti, pa vseeno bom poskušal povedati nekaj si. Namreč smo tik pred Božičem in pred novim letom, ko je čas obdarovanja, ko si prijatelji izmenjamo darila in s tem dokažemo spoštovanje drug do drugega.
Tudi jaz bom danes na koncu, ker vem, da tudi mene čaka neko presenečenje s slovenskim zvokom, poklonil nekaj, kar vem, da bo zelo uporabnega, predvsem v času, ko se bodo mudili gostje v Zidanici pri Drugovičevi. Namreč odločil sem se, da jim podarim tablični računalnik, danes vi vsi veste, vse posod, pa naj bo to na cesti, naj bo to v kakšni gostilni, v restauraciji, vsi imamo radio v rokah, ali telefon, ali pa, kot sem že omenil, računalnik, tablični, tudi tukaj vidim, da ga imajo. Zato tega, ki ga imam jaz tam na ozadju, ne bomo podarili ansamblu, ker vem, da tole pesem je Pišečan, po Vincu znam preveč dobro poznajo, ampak namreč s prijateljem Borisom, ki sva prispela danes v Pišece, sva tik pred Pišecami dala noter baterijo in ne boste verjeli. Poglejte, kaj je napisano. Je Pišečan, po Vincu znam. To je slovenski. Ansambla Slovenski zvoki, zagotovo bojo to pesem, so se že naučili in jo bojo z veseljem predvajali. Vendar pa, ker pri Drugovičevi Podgorju pridejo ljudi iz vseh koncev. In poznate tisto skladbo znanega prleškega ansambla Jurka, Šmarnica, Klinton, ta je trša kot beton. Veste, ne samo prleška vina, tudi bizeljska pa pišečka znajo biti trša kot beton, če ga je preveč. In pri Drugovičevih Pišecah v kleti že imajo čudovito besedilo gospe, ki prihaja iz Pesjega pri Krškem, Jožice Vogrinc s naslovom Očetov ključ. In temu na levo stran se bo pridružil še tole besedilo, torej če kdo bi ga hotel v njihovi kleti zapeti, da bo lahko tudi to opravil. Vesel sem in ponosen, zato jim tudi to darilo izročam, da so me povabili k sodelovanju. Odlično je delati s takim avtorjem glasbe, kot je Bojan, ki dobro ve, kaj hoče. Čisto na kratko, če ne bi neco izvedel, da sta med nami tudi Zlatoporočenca, draga Zlatoporočenca, vse najboljše, ta skladba, ki smo jo prej slišali, in meni tudi znam. Meni je v času korone poklical in mi povedal, da bi rad nekaj, da grejo nekam igrati, eno skladbo. In poglejte, tudi Pišečan in tudi ta skladba z Zlatoporočencema je nastala pred 30 leti, ne boste verjeli, v moji drugi domovini Švici, namreč jaz sem kar 30 let je tam preživel. No, jaz sem na to besedilo skratka pozabil, ko sem ga tisti večer Bojanu prebral, je bil tako navdušen, je rekel, Francis, tega bo pa nekaj nastalo. Naslednji dan me pokliče in tukaj je demo posnetek. Še zadnja misel, zakaj so mi fantje tako všeč? Spominjajo me na moja otroška leta. Na ansambl Lojzeta Slaka, to so bili moja največja ljubezen in bodo ostali do konca dni. In seveda Avseniki, v prvi zasedbi, ko sta bila pokojni Franc Koren in Danica Filipič. Prav je, da slovenski zvoki to gojijo in tako bo tudi ostalo. Pa še ena pohvala. Poglejte, kako praznično so oblečeni. Vse danes je praznik. Danes moderni ansambli, podrapane kavbojke, pink copate, nekam se jim tako mudi, kot da jih jutri več ne bo, kot da smo na Formuli 1 in podobno. Oni pa izvajajo skladbe, ki bodo še dolga desetletja segla poslušalcem srcem. Spoštovani, spoštovani ansambl, želim vam, da ustvarimo skupaj še kako. Vam pa, dragi poslušalci tukaj v dvorani, vesel Božič, srečno novo leto, ki prihaja. Bodite zdravi, tega si, kot je lepo povedal Štamperlov Pepek, vsi najbolj želimo in pa predvsem miru. In kakšnega miru? Notranjega miru, pa tudi miru, da ne bodo preveč režljali s orožjem in da se bomo še daj srečali, da se bomo imeli lepo. Želim vam lep večer, srečno pot domov, hvala lepa in lahko noč. Darilo za vsako, za eno iz odpevk, žal jih ne bom poljubil, kajti čas je tudi prehladal, da ne bo kaj narobe, tako ročam, evo, Lidiji, ki se poslala. Franci, bom jaz pol na mesto tebe.
In to Tadeji, evo, ki se je venila, vam pa, dragi slovenski zvok, kam si dal tisto? Kaj je? Računalnik? Ja. Tablični. Torej, tablični malo je starejšega datuma in upam, da... Tako, tale računalnik bomo podarili oziroma v našo, bom skoraj rekel v našo klet, mi smo tam skoraj doma že bili, pa se potem spet vrnemo domov, pa spet prijemo nazaj k Drugoviču v klet. Veliko smo tam bili, res ima veliko noter naših stvari, tako da to stvar pa te poklanimo mi Jožetu in Marinki. Evo, izvoli Jože, evo, kar pridi s tem, bomo kar takoj se dali. Tako. In če boste pozabili na zgodilo, na sredo. Tako, dragi Slavovci, hvala lepa, srečno za 22 let. Tako, zdaj pa jaz nisem govornik, jaz če kaj treba resnega povedati, takrat mi gre kaj resnega, pa bolj težko povem. Franci, čakaj. Zdaj bomo pa še tudi, mi imamo eno presenečenje oziroma eno darilo za Francija, on nam je napisal kar par besedil, kot je rekel. Hvala lepa, Franci, nikoli noče vzeti niti centa, reče, jaz to iz srca pišem, zato nič ne računam. Hvala lepa, Franci. Evo, tako za večerjo nocoj lahko tudi razdelimo, koliko bo konec. Ne odhajate. Tako, ja, mislim pa, da mi je tudi Jože prej rekel, da smo vsi vabljeni v klet njemu, da to obesimo. Dobro. Ne, tako, potem, ko bo konec koncerta, oziroma zelo malo bo konec, lahko, kdo želi malo tule počaka, bomo kak deci tudi Jožetovega probali, kak deci veselega pišečana, ne, se tako imenuje, prav. Tako. Lahko noč srečno. Hvala. Hvala lepa, gospodi Franci, sredo. Hvala za vse lepa darila, za lepe spomine, ki bodo ostali, in pa seveda za vse prečudovite tekste, besedila, ki jih je zlil prekrasne melodije, in kot je sam dejal, verjamemo, da jih bo še veliko prišlo, da jih bomo lahko poslušali in v njih tudi uživali. Res je, počasi se bližamo koncu in tudi slovenski zvoki bi vam želeli zaželeti vse dobro v tem prihajajočem novem letu. Z glasbo pa še kako drugače. Mirko? Ja, mogoče še besedica ali dve, tudi z naše strani, od slovenskih zvokov vam želimo lepe mirne praznike, predvsem pa, da bi v letu 2023 čim več igrali slovenski zvoki, pa tudi, da bi prišli nekako veselico v Pešece ali pa kamorkoli. Lepe praznike vam želimo, slovenski zvoki. In podrečeno z glasbo, prečudovito Avsenikova Zvezde v nebu gori.
Srećni smo često doma. Polni smo dobrih želja, žarico društva se vrne, srećni smo često doma.